Dobrodošli v epizodi številka 15 podcasta Zadnji meter. Danes se mi je pridružil nekdanji predsednik države, gospod Borut Pahor. Govorila so o njegovi politični karieri, o odnosu do družine v času politične kariere, podpori družine, o populizmu in Silviju Berlusconiju, o sovražnem govoru, politični korektnosti, kako se kot politik približati mladim in veliko več zanimivih tem. Gospod predsednik, pozdravljeni. Hvala za vabilo. Prej sva se pogovarjala, da se tikava. Meni je sicer kar neroden, ker nekoga s toliko izkušnjami. A si misliš zato, ker sem star? Ne bom tega rekel, ampak predvsem z vsemi izkušnjami, vodenjem največjih funkcij v Sloveniji, biti predsednik in da se pol z nekom takim tikam je seveda kar velika čast, ampak če se kar vrneva malo bolj. Jaz sem že skoraj pozabil, da sem vse to bil, veš. Da sem v novem življenju, pravim, sem že skoraj pozabil, da sem vse to bil. To je ena stvar, ki sem hotel govoriti. Iz vsega tega, ne vem koliko, 30-35 let v politiki. 32 let v politiki. Vse najvišje funkcije v državi, od poslanca, premiera, ministra, evropskega poslanca, predsednika države, zdaj pa podjetnik. Ja, jaz sem človek, očitno, to se izkazuje tudi zdaj, človek fokusa. Jaz ne zmorem delati dveh stvari. Tukaj ne mislim na majhne drobnarije v življenju, seveda vsi smo dolžni, moramo opravljati več stvari hkrati. Ampak ko gre za posel, takrat se lahko osredotočim samo na eno stvar. Nekaj časa po koncu politične kariere mi je zlasti položaj v tisti tranziciji iz predsednika republike v privatni sektor, to je tisto zapovedano leto, ko dobiš nadomestilo, pisarno in 2 zaposlena, omogočal, da morda mestoma prehajam v privatni sektor in nazaj, vendar je že proti koncu tistega leta bilo vse skupaj mučno in tako me čakal, da grem v privatni sektor. In takoj, ko sem šel v privatni sektor, si ustvaril ta poslovni portfelj, ki ga zdaj upravljam, sem se oddahnil, pozabil na svojo preteklost v tem smislu, seveda krasni spomini, tudi grenki, ampak vse to ostane, ampak fokus pa je na tem, kar delam zdaj. In ko mi kdo reče predsednik, kot si mi ti rekel prej, se kar zdržam, se res bil sem tudi predsednik. Ja. Je ta prehod spominja na prehod športnika iz tega kariere v neko drugo kariero. Ja, zelo dobro. Mislim, da tudi tam je eno leto, da imaš ta prehod, tudi jaz sem imel eno leto še tisto zaposlitev v javni upravi, pa potem sem lahko šel v zasebni realni sektor. Ampak če se vrnemo malo nazaj, mogoče še zmeraj na politično kariero, svet se spreminja, vse se spreminja in komunikacija v javnem prostoru postaja veliko bolj ostra, kot je bila, veliko bolj razdeljujoča in sprejemanje drugačnosti je manj tega, kot je bilo včasih. Včasih se mi zdi, da še ko sem bil jaz mlajši, da so se tudi politiki iz različnih polov v javnem diskurzu spoštovali. 2 razloga sta. O tem poskušam tudi kratko pisati v svoji knjigi. En razlog je kriza sistema politične kulture, politične korektnosti. Čas po 2. svetovni vojni, izgradnja novega sveta, mirnega, bolj varnega, je zahtevala politiko kompromisa. Politika kompromisa pa nujno zahteva tudi neko politično korektnost, se pravi zelo discipliniran slog izražanja, da omogoča potem neko elementarno zaupanje, spoštovanje in potem tudi sodelovanje. Zaradi neiskrenosti te politične korektnosti se je ta razletela, ljudje ji niso več verjeli in so se začeli zatekati v populizem, skratka v govorico, ki je veliko bolj surova, polna tudi sovraštva, izključevanja. To je en razlog. Drug razlog je tehnologija. Danes tehnologija omogoča vsakemu, da je medij. Danes lahko vsakdo sporoča svoja stališča in ljudje, ki so bili dolgo časa prikrajšani za to, da bi imeli neko javno stališče, svoje stališče kot javno, ga zdaj imajo možnost imeti. Preko Instagrama, preko X-a oziroma Twitterja, preko Facebooka, preko TikToka. Možnost je neskončno. Očitno je, da algoritmi na nek način generirajo sebi sorodne vsebine in ker je kot nek refleks na politično korektnost prišlo do neke govorice sovraštva, ne?
je generiranje te govorice dodatno spodbudilo ta tip danes pogovora. In to dvoje, propad sistema politične korektnosti in vzpon govorice izključevanja in sovraštva deluje danes razdiralno doma in v svetu. Meni je bilo vedno neko vprašanje, ne, ali je politika zrcalo naroda, ali je narod nekako zrcalo, ki je kdo. Ja, eden drugemu sta ogledalo. Ne. Tako. Ja, jaz mislim, da to učinkuje vzajemno. Ne. Prav, če ne bi mi palili na vse te vsebine, se te tudi ne bi generirale. Gotovo. Tako. To je pomembno stališče, pomembna ugotovitev, ker se zdi, kot da smo pridni, dobri ljudje, žrtve hudobnih tehnologij, ki so nas ugrabile in zdaj iz nas delajo pošasti. Ne, mislim, da se je v zadnjih 10 letih zlasti zgodilo, da so do besede prišli tudi tisti, ki so želeli biti malo drugačni in so drugačni na ta način, da so mogoče malo bolj surovi, direktni. Mi tudi nismo bili navajeni te direktnosti. Sej, če pogledava, Darko, prevladujoč diskurs, ne moreva zanj v celoti reči, da je sovražen. Daleč od tega. Ne samo, da je tudi poln ljubezni, ampak je predvsem poln nekih občutkov, ki se prej jih ni smelo na nek način izražati. Zdaj pa se. In vsa ta neobičajnost je zmotila nek ritem, ki je veljal 80 let. Tega ni več ne samo pri nas doma, tega ni več v svetu. Tudi če pogledaš v svetovni politiki, v svetovni geopolitiki, se pravi na vrhu moči in svetovne oblasti, se uporablja zelo kategoričen jezik, tega mi do zdaj nismo bili nikoli vajeni. Se tudi zgodovina uči, da vedno, ko pride do nekega preizobilja, velikega obdobja, da tudi vodenje ni več v rokah tistih, ki so najbolj kompetentni, ampak tisti, ki so najbolj iznajdljivi. Ne? Drži. Zdaj, ti ciklusi so običajni. Vedno po obdobju rasti pride v njenem zadnjem obdobju do obdobja recimo nevzdržne rasti, ki se potem kaznuje za krizo. Temu se očitno ne moremo izogniti. Tudi če gledaš pohlep, ne, kot nek fenomen družbeni, po krizi smo ljudje veliko bolj ponižni, se zatekamo k stvarem, ki jih nujno rabimo, potem nam gre vedno bolje in na koncu že stremimo po stvareh, ki sploh niso pomembne za našo blaginjo, ampak njihovo recimo pridobivanje poveča naš družbeni status ali ugled in tukaj pohlep dobi velika krila. Zaradi tega pride potem do krize, ker je ta situacija nevzdržna. Ne? In tako neke stvari se gibljajo že dolga stoletja na nek način. V zadnjem času pa zlasti to velja tudi za celo svetovno politiko in ekonomijo. Ne? Kar je bilo prej recimo stvar Zahoda, je zdaj stvar globalnega sveta. Ne? Ja, meni je včasih zanimiv pogovor s kom, ki mogoče je gmotno zelo dobro, v dobrem stanju, je prišel do nekega bogatstva iz precej normalne ali pa mogoče slabe situacije in ne zna več razumeti tistega, kako je bilo takrat. Se pravi, da ne zna razumeti človeka, ki nima, ki se bori za drugačne potrebe, za drugačen položaj kot on, ki zdaj ima. Ne? In se mogoče ljudje ne znamo v to vlogo drugega človeka več postaviti. To si zelo dobro opazil. Mislim, da je tudi stvar vzgoje, samo vzgoje. Ljudje, zlasti tisti, ki jim uspe v življenju, morajo ali pa moramo na nek način vedeti, da se nam je to na koncu posrečilo, ne samo zaradi nas, ampak zaradi cele vrste okoliščin in da se lahko stvari spremenijo in da ostati z obema nogama v realnem svetu nam omogoča, da kakšen trd pristanek ne bo boleč, celo morda nas ne bo poškodoval. Ne. Tako da vsaj jaz zase lahko rečem, da kljub temu, da zdaj recimo materialno bistveno bolje živim kot sem, ne, zaradi tega nisem spremenil sloga življenja. Doma se o tem malček pogovarjamo in se na nek način celo čudimo, da pravzaprav potem, ko smo prišli v situacijo, ko si družina lahko več privošči, se pravzaprav obnašamo tako kot prej in mislimo, da je to v redu. Da je to v redu, da nas to nekako
varuje pred tem, da bi se na nek način znašli v nekem iluzornem svetu, kjer pa mi nismo doma. Jaz prihajam iz revne družine, danes nismo revni, vendar pa moram vedeti, da je bilo do tukaj treba to pošteno pridobiti s trdim delom in da je treba paziti na to, kako se s tem ravna. Predvsem pa ne, ohraniti stik z ljudmi, ki so ti omogočili, da si prišel do tukaj. Jaz nisem sam prišel do tukaj, ampak s celo vrsto, dolgo vrsto sodelavcev, ki so marljivo, pridno delali za to, da je potem prvi med njimi jaz na koncu uspel. Ne. Prej v politiki, zdaj pa tudi na nek način v zasebnem sektorju. Ne. To je pa druga stvar, ki jo od veliko uspešnih ljudi slišim, da ko si na vrhu, se zavedajo, da nisi tja prišel sam. Absolutno. In s svojim delovanjem si ogromno v stiku tudi z mladimi. Si tudi kot en prvih slovenskih politikov, ki si se približal mlajši populaciji. No, to je bilo vedno zelo sistematično. Jaz sem vedno pazil, bolj kot sem se staral, bolj sem pazil na to, da ohranjam stik z mladimi ljudmi, ker sem se pač spomnil svojih mladih let, da sem bil sposoben videti out of the box, izven okvirja, drugače, mladostno, poredno. Tako smo dobili kar nekaj volitev, ker sem se zanesel na njihovo oceno, kaj in kako storiti. Zdaj pa moram reči, da neskončno uživam v tem, da smo skozi TikTok, Instagram, zlasti skozi TikTok, prišli do te srednješolske populacije, deloma študentske, ki pravzaprav res se odziva tako, da je užitek delati potem neke stvari. Tako da, ja, tudi moja ekipa, jaz imam ob sebi 8 ljudi, 8 ali 9, razen dr. Brglezove, ki je moja desna roka v inštitutu, so to vse mladi ljudje med 19 in 23 letom. In uživam delati z njimi in oni se mi zdi na nek način tudi z mano. Eden drugemu pomagamo. Ne. Tudi mogoče bolj razumejo to populacijo? Ja, gotovo. Če ostaneva pri TikToku, ko smo začeli delati to, jaz polovice stvari nisem razumel, zakaj in kako delamo. Ampak potem sem ugotovil, da ima to nek smisel. Seveda pa skušam vendarle potem dati nek svoj pridih, ne, neko svojo identiteto uriniti v vse te vsebine, da zdaj jaz nisem samo igralec v njihovih narativih. Prejšnji gost, ki je bil Boštjan Gorenc Pižama in z njim sva dosti govorila o humorju. Ne? In tudi v tvojih vaših vsebinah je ogromen humorja, ogromen nekega samohumorja, ne? Se pravi, Ironije, samoironije. Ja. Ja, to sem se, mislim, prvič tak sem, jaz se rad hecam in najboljše se hecati na svoj račun. Pa tudi se mi zdi, zlasti pri družbenih omrežjih, če jih imaš tako kot jaz, jaz imam 350 000 sledilcev in na 4 platformah in ti si lahko sem in tja privošči, da se pošališ na drug račun. Ja, ampak se moraš praktično konstantno šaliti na svojega. In to se mi zdi, da je mojim sledilcem všeč. Večinoma se drugi šalijo na račun drugih ali pa morda celo govorijo proti njim. Tega pri meni ni, če imam povedati neko zanimivo zgodbo, jo povem na svoj račun. In to rad počnem, ker se mi zdi, da ohraniš tudi eno samo disciplino, ne, da mislim, da se je zlasti Instagram začel odlikovati, to mi veliko ljudi reče, da zdaj v bistvu bolj pogledajo zgodbico, kot pa samo fotografijo, kar sicer ni značilno za Instagram. Tako da ja, na nek način postaja nek literarni žanr in mi je všeč. To so kratke zgodbice s 4-5 stavki in uživam v tem. Ne. Ja, se jih tudi jaz rad preberem, tako da ta humoren, ja, ironičen način. In koliko tudi humor, recimo, še enkrat, podjetništvo, politika, vedno, to niso enostavne situacije, vzponi, padci, ampak koliko humor pomaga, da lažje greš čez tiste kritične trenutke, obdobja. Gotovo. Jaz se spomnim tudi grenkih obdobij, ki niso trajale en teden, so trajale mesece. In tega humorja ni bilo, niti samo ironije, je bilo samo ena velika žalost in celo mogoče en znak depresije, ko se nisem znal iz tega povleči. In ko se je vrnil šport in ko se je vrnila vitalnost, se je vrnil tudi smeh in življenje se je vrnilo potem nazaj in navzgor. Ne. Tako da smeh se mi zdi, ne rečejo zastonj, da je pol zdravja. No. Jaz se rad zabavam, rad se smejem tudi na svoj račun in se mi zdi, da mi to daje eno energijo.
Lepo. Par stvari, so me vedno tako zanimale. Ko človek sanja, kaj bo počel v življenju in do tega pride in dviguje cilje, kako v bistvu, ko dosežeš neko točko, v kateri si sanjal in si postaviti nov cilj. Kje je tisti prelom, ki ga narediš, da se ne zadovoljiš, ampak ne gre za tisti moment nehvaležnosti, ampak verjetno vera vase, da si sposoben več. No, gotovo zdaj tudi v tem času, pri mojih letih, potem ko sem zaključil eno kariero in šel v nek poslovni projekt nov, razumem, da zdaj, ne vem, če bom dobro razumel, ne smem biti zadovoljen z obstoječim. Ampak to ne pomeni, da zdaj želim po koncu kariere neko novo, super uspešno poslovno kariero. Jaz sem zdaj že v teh letih, da si to niti ne bi mogel več privoščiti. Nimam časa, da bi mi to uspelo. Zato se tudi za to ne potegujem. Želim pa pustiti neke sledove v tej karieri, ki bodo prinesli nekaj novega, svežega, odkrili kakšno stvar, ki je prej ni bilo. Že to, da sem šel kot bivši državnik v monetizacijo družbenih omrežij, je seveda nekaj, kar doslej ni bilo videno na svetu. Bomo videli, kako se bodo te stvari odvijali naprej. Kot veš, sem govornik po svetu, sem tudi mednarodni svetovalec. Imam nek portfelj aktivnosti, ki mi dajo neko zadovoljstvo, ampak če se vrnem na to, kar si ti zelo pomembno in koristno opazil, mi moramo stremeti k nečesu novemu, da ustvarimo nekaj, ne mogoče več, ampak bolje. Skratka, da nekaj ustvarjamo, da se ne polenimo in rečemo, no sej to je to, s tem lahko živim. Pol začneš životariti, ne? Ko enkrat začneš, sej lahko s tem živim. Kar nekaj začneš životariti. Tako da jaz imam rad, ko bi rekel, postavljanje nekih ciljev, ne želim več pa biti njihov suženj, ker v času politične kariere se je dogajalo, da si moral oddelati neke stvari, če si hotel iti potem eno stopnico naprej, ne. Ta strast, ki je bila povezana z rastjo v politični karieri, je danes veliko bolj disciplinirana. Je ne razvijam in ne spodbujam. Nekoč sem zelo sanjaril o tem, kaj in kako, bil popolnoma predan temu, zanemaril druge stvari, ki so tudi v življenju pomembne. Zdaj tega ni, zdaj je življenje veliko bolj umirjeno in kljub temu pa seveda moram tako povedati, polno dela. Zdaj, obseg mojega dela je zdaj večji, kot je bil, ko sem zaključeval politično kariero. Jaz zgodaj vstajam, kakšenkrat delam ponoči, ker delam za Kitajsko kot svetovalec. Delam praktično do kosila, potem grem mogoče v fitness in po kosilu znova do poznih nočnih ur. Tako da obseg mojega dela je zdaj večji, kot je bil prej. Bi rekel, da si v preteklosti žrtvoval kaj za uspeh? Ja, gotovo sem žrtvoval družino. Luka ni imel veliko od mene in Tanja tudi ne. Vse praktično do trenutka, ko sem postal predsednik države. Do takrat je kariera terjala absolutno podrejanje vodenju stranke, vodenju vlade. Potem pa, ko sem postal predsednik, pa sem bil toliko zrel, čustveno, končno, osebnostno, da sem razumel, da moram tudi nekaj vrniti in nekako je v moje življenje vstopil sin, ki ga prej pravzaprav na nek način skoraj ni bilo, Tanja. Tako da po vsem tem času smo mi še vedno zelo povezana družina, kar je pravzaprav zame kot nekoga, ki je celo življenje podredil v politični karieri, nek lep dosežek, no, da je družina ostala skupaj. Koliko je v bistvu res pomembna družina pa ta podpora, da tudi v težkih obdobjih, ko ni bil uspeh, Ja, gotovo. da je šlo čez. Absolutno. Tanja je stala ob meni takrat, ko je bilo najtežje in jaz, ker nisem kakšen, ko bi rekel, super oče ali pa super partner, si mogoče tega ne bi zaslužil, Tanja je bila vedno tam, mi pomagala. Tako da zdaj, ko lahko jaz nekaj pomagam njej, ona zaključuje odvetniško kariero in tako naprej, prav to z užitkom naredim, no. Če me prej mogoče to 15 let ni bilo za sina, od 15. leta njegovega naprej pa sem mu bil čisto na razpolago in tudi danes on prevzema krmilo v družini in s Tanjo se mu počasi umikava. On je tisti, ki začenja odločati o nekih stvareh, ki so za vse tri pomembne.
Človek gleda nazaj, dostikrat se ljudje oziramo na to preteklost, a ne, pa se mogoče žremo zaradi stvari, ki jih nismo dali drugim ljudem, ampak vedno imamo možnost to spremeniti. A ne. In ti si izpostavil to, da do takrat je bilo tako, od takrat naprej je drugače. Sigurno se lahko spremenimo. Ja. Mislim, da je zelo nekredibilno, če nekdo reče, da mu je nekaj žal, potem pa iste stvari ne spremeni. Ne. Gotovo imamo ljudje občutke zadoščenja in občutke obžalovanja. Ne. Jaz sem dostikrat povabljen, zlasti ko govorim mladim ljudem, rečem, jaz ne obžalujem stvari, ki sem jih naredil narobe. Ker naredil sem jih, ko sem jih naredil, čeprav narobe, v dobri veri, da bo to prav. Obžalujem stvari, ki se jih nisem upal narediti, pa bi jih lahko. Te stvari pa obžalujem, da nisem na različnih področjih, različnih mestih, v različnih priložnostih storil stvari, ki bi je lahko, ampak zaradi strahu, zaradi kompromisarstva, zaradi različnih okoliščin, tega nisem naredil. To obžalujem. Ne, da sem kaj naredil narobe. Tisto, kar sem naredil narobe, me je potem vedno izučilo, da je narobe in da je drugače treba iti po pravi poti. Tisto, kar nisem naredil, od tistega nisem imel nič, tisto pogrešam, tisto obžalujem, da nisem. In življenje ni mogoče vrniti nazaj. In zdaj si poskušam reči, ko se znajdem v podobnih situacijah, stari, pa eno zdaj ponovno napake. Do it, just fucking do it. To je vedno tisto najtežje vprašanje za nazaj, kaj bi bilo, če bi bilo. A ne. Za nazaj ne moramo stvari spreminjati, lahko jih pa za naprej. Tako je. Danes, malo se bom vrnil še na politično kariero, ker je pač zelo popularno danes vse skupaj, ampak ljudje vidimo eno sliko, ki jo vidimo, a ne, ki je javna. Pogovor, debate, mnenja, interesi, karkoli, a ne. Ampak politika ni samo to, a ne. Politika je res trdo delo, da v bistvu država funkcionira. No, politika je, mislim, tako bom rekel, politični poklic, ne, če ga zdaj vzamemo, ki je več kot to, je neke vrste poslanstvo, saj ti ne skrbiš samo zase ali za svoje podjetje, skrbiš za celo skupnost. Ne. To je zelo kompleksen način življenja. To je način življenja. Če si politik, si vzel nase koncept svojega življenja. Ne moreš reči, da si ti politik do 5 popoldan, pa nisi več. Ti si skozi politik. To je potrebno razumeti. To mestoma odstopa od nekaterih drugih dejavnosti, ki jih imamo. Seveda, najuspešnejši poslovneži, zdravniki, astronavti, tudi oni so seveda, če so na vrhu, gotovo v celoti predani, je to njihov življenjski stil, ampak za politika pa to per definicionem, po definiciji velja. Ne? Ko si izvoljen, kar naenkrat si v službi skupnosti. Če nisi, potem si frderbo pričakovanja ljudi, ampak če jim poskušaš zvesto nekako jim služiti, ne, potem je to v bistvu cel dan delo. In cel dan neko razmišljanje, obnašanje, prilagajanje, nekoč greš za večino, drugič greš proti njej, to terja neko energijo. Skratka, zame je bilo odločilno, da sem v tem poslu užival, ker sem se rad družil z ljudmi. Imaš tudi politike, ki jim je do tega manj mar. Ne? Se mi zdi, da so lahko tudi dobri in so. Lahko dobri politiki, ne da bi jim bilo gušt biti z ljudmi. Meni je bilo zelo gušt biti z ljudmi. Ne? Tako da mi ni bilo nikoli težko biti z njimi, tudi ko so me klofutali in mi rekli, da sem slab. Ne? Okay. Ampak sam reči mi. Ne? To je bila moja velika prednost politiki, da sem lahko to prenašal. In tudi kot politik velikokrat moraš težkati, katero odločitev sprejeti, ker nobena odločitev ni optimalna. Na dolgi rok ne moreš biti uspešen politik, če samo skušaš ugotoviti, katera odločitev ima večjo podporo. Ti kot voditelj moraš kakšenkrat sprejeti odločitev, ki gre proti večinski volji. Moraš pa vedeti, zakaj jo sprejmeš. In to ne sme biti zaradi tvojih osebnih interesov, ampak zaradi interesov tistih, ki ti sicer nasprotujejo. In to je moralno. Če pa ti zlorabiš pričakovanja ljudi za svoje osebne interese, pa to seveda v politiki sprevrženo in se prej ali slej se konča. Ni vzdržno tako ravnanje v politiki dolgo časa. Recimo Silvio Berlusconi, on je svoj uspeh gradil na metrikah, na kako je se javno mnenje gibalo. No, Berlusconi je bil, jaz sem o njem pisal še, ko sem bil študent,
ena od diplomskih, ena od nalog je bila posvečena njemu. To je bilo zanimivo, ko so se kasneje spoznala, so se tem pogovarjala. Mislim, da sem pri ekonomiji ali nekaj takega pisal seminarsko nalogo, 42 strani je dolga, o Silviu Berlusconiju, o fenomenu Silvia Berlusconija. Ne da bi takrat jaz vedel, ne da bi mu takrat dal ta predznak, sem pravzaprav začel opisovati fenomen, ki se mu danes reče populizem. Ne. On je bil takrat lastnik 3 in več televizijskih hiš, Canale 5, Rete 4, Italia 1. To so bile privatne hiše, televizijske, ki jim je uspelo, da so navzlic italijanski zakonodaji, ki je prepovedovala emitiranje iste oddaje na celem teritoriju Italije, je tako zmontiral stvari, prvič tehnološko tako uspel, da se je zdelo, da isto oddajo gledajo na severu in na jugu. To pa je dosegel s tem, ker je imel 3 televizije, ki so bile regionalno pokrite čez celo Italijo in je v isti stotinki sekunde emitiral isto oddajo. To je bilo seveda zame fenomenalno, zame je bil on zares atraktivna osebnost. On je pravzaprav začel tudi po življenjskem stilu izstopati tako, kot danes izstopajo Elon Muski, kot izstopajo Jeffy Bezosi. Zelo so se, pa recimo v političnem smislu Trump in tako naprej. Ta populizem, ki mu je on dal ime oziroma narativ, je atraktiven. Berlusconi sem ga kasneje spoznal. Tudi moram povedati odkrito, da so postala dobra prijatelja. Ne samo, da sicer se politično nisva najbolje razumela, ampak osebno sva se razumela zelo. K temu je pripomogla dejstvo, da jaz govorim italijansko, da so se vse pogosteje srečevala na teh konferencah. V istem času so bila člana sveta, torej Evropskega sveta, in postala sva osebna prijatelja. Tako da sva se slišala tudi potem, ko so se najine kariere že končale. Jaz sem celo mislil, da bom šel na njegov pogreb v Milano. Potem pa se mi je zdelo, da mojemu drugemu prijatelju, italijanskemu predsedniku Mattarelli, to ne bi bilo iz vrste razlogov najbolj prav, pa mi tega nič ni rekel. Samo slutil sem, da mu mogoče ne bi bilo najbolj prav, da bi kot predsednik republike šel na pogreb Berlusconija. Potem pa tako sem poklical enega od najnih skupnih prijateljev in mu rekel, da je žal, da je Silvo umrlo, ampak da je bil moj prijatelj. Vem pa, da je z njim povezana cela vrsta zgodb in čudnih stvari, ampak jaz sem ga spoznal kot vedrega človeka, s katerim sem se lahko zabaval, marsikakšno zgodbo imava skupno. Mislim, da velikokrat ljudje, ko si postavljamo zgodbe o drugih ljudeh, si jih postavljamo v kontekstu tistega, kar slišimo ali pa preberemo, posebej, če jih nimamo možnost osebno srečati. Potem pa to osebo na koncu res osebno spoznaš in ugotoviš, da je čisto drugačna, kot je prikazana. Ja, kakšenkrat so prav taki, kot misliš, da so. Jaz sem imel pač v 32 letih res možnost spoznati zelo veliko znanih ljudi, ne samo politikov, ampak tudi tako. In to je seveda nešteto zgodbic, ki veliko potem povejo o politikih kot o osebnostih. Ne. Tako da, ja, veliko zgodb. Ja. Z večino ljudi, ki še danes vladajo, se osebno poznam do te mere, da kakšenkrat razumem njihova ravnanja tudi skozi mojo osebno izkušnjo z njimi. Recimo, kaj jaz vem, ko gledam rusko-ukrajinsko vojno, poznam oba voditelja, v obeh državah sem bil. Z predsednikom Putinom sva vse do ukrajinske invazije tudi prijateljevala, srečala sva se 9-krat. Nenazadnje sva se celo zapila v eni od ljubljanskih restavracij. Bil sem na državnem obisku leta 2016 ali 2017 v Iranu, se spoznal z takratnim političnim vodstvom in ajatolo Homnejem, ki je zdaj preminil. Spoznal sem Trumpa, večkrat se srečal z njim. Skratka, ko danes gledam politične figure, ki odločajo, se spomnim tudi na te zgodbice, ki so bile tako simpatične praviloma, če smo imeli potem neko privatno izkušnjo z njim. Pa se ljudje recimo na teh funkcijah spremenijo skozi čas kot osebe, kot tisto, kar zagovarjajo, kako delujejo.
Sej konec koncev, ko si na funkciji, nisi samo sam, ampak si del okolja, a ne? Glejte, kot bi rekel dr. France Bučar, politika je pravzaprav zgoščanje moči, ne. Bolj kot si uspešen, bolj si močan, moč te pa spreminja, ne. Zdaj ene spremeni v boljšega človeka, ene pa spremeni tudi v pošasti, ne. Jaz sicer nisem živega srečal Nelsona Mandele, sem bil pa eden zadnjih, ki se mu je poklonil v Pretoriji, preden so zaprli krsto, bil sem na njegovem pogrebu. Nelson Mandela je človek, ki je potem zlasti po izpustu iz zapora, ne, prej zbiral moralno moč, potem pa tudi politično, on je usmeril v dobre stvari in postal odličen človek. In bil odličen človek. Imate tudi ljudi, ki zgoščajo svojo moč, da bi potem škodovali pravzaprav in svoji skupnosti in svetu, ne. Danes ne morem reči, da je to, kar počne Putin, kakorkoli opravičljivo, ne. Ne glede na to, da sem imel z njim lepo osebno izkušnjo, pač jo imam, ampak zaradi tega ne spremenim mnenja, da so to pošastne stvari, ki se delajo. Enako danes tudi poskušam razumeti zadrego Združenih držav v Iranu. Mislim, da so mi menili, da bo Iran enaka zgodba, kot je bila Venezuela ali kakšna podobna izkušnja. Iran je druga zgodba, Iran je kompleksna zgodovina, kompleksna struktura. To je 92-milijonska država, ki jo je treba drugače razumeti, se ne da. A veste, recimo Trump je to moč kopičil, ne. In vi lahko od prvega mandata zdaj v drugega vidite, da se on spreminja kot svetovni vladar na nek način, da je vse pogosteje vedno bolj arbitraren, ne, se sam odloča. On, kot je rekel, bo končal vojno, ko bo začutil v kosteh, ne. To niso izjave, ki bi jih politiki sicer dajali. Ampak on jih daje, ker dejansko tako tudi misli, da preprosto on sam lahko najbolje presodi, kaj je prav in kaj ne. To je pa, skratka, moč je, a veste, ambivalentna stvar, ne. Lahko koristi, lahko tudi škodi, odvisno, kaj človek z njo stori, ne. Ne pravijo zaman, da dajte človeku moč in oblast, pa boste spoznali, kakšen je, ne. Ja. Mogoče kdaj tudi mi kot zahodna družba malo poniževalno ali pa izviška gledamo civilizacije, kot je recimo iranska ali pa kitajska, ki so v bistvu po sami so starejše civilizacije od naše, ne, in so Da ne bo stabilne. nesporazuma, Ja. Darko, seveda, jaz nimam nobenih sentimentalnih Ne, čustev do Irana. Iran je pač teokratska država z zelo surovim ravnanjem, ampak če se hoče s tem soočiti, je treba to narediti na način, ki razume kompleksnost te iranske družbe. Kitajska, ki jo omenjaš, Kitajska je seveda je v političnem smislu diktatura, ki pa je vendarle, ne, da ti razumeš funkcioniranje Kitajske danes, da ima s tem političnim sistemom te ekonomske koristi, ne, in uspehe. Moraš razumeti kitajsko zgodovino. Danes moji prijatelji na Kitajskem predsednika Šija ne percipirajo kot predsednika države, ampak kot njihovega cesarja, ne. Zdaj sem zelo poenostavil, ampak je treba razumeti večtisočletno politično kulturo, da lahko razumeš, zakaj na Kitajskem en sistem lahko funkcionira, in to pravzaprav zelo dobro, ob težavah sami tja. In recimo nekje na zahodu tak sistem se je pač zrušil, pa ni bil še zdaleč ne morda tako oster ali pa. Tudi do teh stvari je treba biti ponižen, preden misliš, da jih razumeš, se moraš zelo veliko časa z njimi ukvarjati, da jih vsaj malček spoznaš, ne. sej recimo druga svetovna vojna je velik primer, ne, ko je Hitler narobe ocenil ali pa že naprej Napoleon, ne, ko je čisto narobe ocenil rusko moč oziroma pogoje, v katerih se je on hotel bojevati. To smo že na začetku, to zelo lepo pelješ to pogovarjanje v življenju. Ne, to je ta, mislim, da je celo nek ameriški izrek, se ga ne spomnim zdaj. Namreč to je ta teorija, zmotna teorija trojke, ko ti 5-krat zadeneš zapovrstjo trojko v košarki, si prepričan, da boš tudi 6-tič, ne. Namreč, ko ti gre dobro v življenju, ne, je moja življenjska izkušnja naslednja. Jaz nisem bil zaskrbljen, ko sem bil na dnu. Zdaj te bo presenetilo to, kar rečem. Ampak jaz nisem bil zaskrbljen nad prihodnostjo, ko sem bil na dnu. Vedel sem, da se bom povzpel. Sem vedel, da bom zbral moč in se iz blata dvignil znova na vrh.
tam, kjer sem jaz zaskrbljen v življenju, je vedno, ko sem na vrhu. Kaj se bo zdaj zgodilo? A bom se znal soočiti s tem, ko bo nujno šlo življenje tudi dol, ko bom šel v neke krize, ko bom šel v neke tesnobe. Tako da, paradoksalno, jaz nikoli ne zelo uživam, ko mi gre zelo dobro. Takrat prav disciplinirano pazim, da naredim čim manj napak, ker vem, da prej ali slej se bo nekaj zganilo, kar bo šlo po bregu navzdol. In takrat ne želim, da se kotalim in da ne obvladam situacije pripadu. Ko sem pa v krizi, celo v depresiji, it's cool. Zdaj bomo mi našli rešitev in bomo šli samo gor in gor. In to vzpenjanje ti da potem moč in vitalnost, da greš naprej. Se pravi, da tako rečeva, pri uspehu, ki je ponavadi rezultat tega vztrajanja in poguma, je treba biti tudi ponižen. Ko si res na vrhu, stari, umir se in vedi, da pač tja nisi prišel samo zaradi sebe in da moraš biti zelo previden, da ravnaš tako, da se ti vse skupaj ne bo sesulo kot hiša iz kart. Se tudi ta pozornost, ki jo uspešni ljudje dobivajo, ne, da ogromno pride tistih enturažov zraven oziroma presklednikov, ki se želijo obesiti na ta uspeh, potem je ogromno ljudi. Tega veliko, Tudi v športu, recimo. Ne, ker, tega ne poznam, ti povej. Izkušnja siguren, da ko je šlo dobro, sem bil v katerega so vedno verjela, ko ni šlo, sem bil tisti, ki ni delal. Oziroma, čist najbolj znan rek v športu, ki je, ko smo dobro igrali, pa smo zmagali, pa pismo so za nič, so izgubili, pa za isto ekipo. In se ljudje toliko radi obesimo na ta uspeh, ampak dostikrat sebe filamo, ali pa jaz se trudim, da ne, da res bolj cenim uspeh drugih ljudi, kot pa da se bi naslajal nad neuspehom. Pa tudi, če mi kakšna oseba ni všeč, mi ni všeč, da pade. Ampak ljudje se radi naslajamo nad tem neuspehom in tudi da je zelo prisoten na socialnih omrežjih ta negativen pristop ker ljudje, mislim, celo ene raziskave dokazujejo, raje spremljajo ljudi zato, ker čakajo, kako bojo padali. In isto v politiki, isto v športu, povsod ljudje čakajo, da nekdo pade. Ja, seveda, tudi gre za en element po moje tolažbe, če gre unmu slabo, si jaz znam razložiti, zakaj tudi meni ne gre dobro. Medtem ko če ti gledaš uspešne ljudi, potem lahko dobiš nek občutek neuspešnosti, ne samozadostnosti. Ampak ti moram tako reči, da jaz sem se v življenju navdihoval z ljudmi, ki so bili bolj uspešni od mene, ki so bili bolj v vseh ozirih boljši. To se mi zdi zelo pomembno, da se navadiš biti boljši od drugih, ne pa da težiš temu, da nisi samo enako slab ali pa kaj taka. Tako se mi zdi. Moje življenje je polno iskanj navdiha. Vedel sem, da sem od tega navdiha zelo odvisen in če sem ga našel, sem tudi vedel, da sem dobil vrv, ki me bo povlekla navzgor. Ker ko si v težavah, vsi vemo, ni prijetno in je treba najti nekaj, kar ti da energijo in te povleče ven iz tega. Pa so navdih ponavadi ali ljudje, dogodki, praviloma knjige. So bili ljudje, praviloma so bili ljudje ob meni, ki so prišli, kot da bi jih Sveti Duh poklonil, da me povlečejo. So bili dobri ljudje, ki so mi stali ob strani. Gotovo najprej in predvsem ljudje, potem pa tudi njihove zgodbe ali pa zgodbe drugih, kjer sem videl, da nisem edini, ki je v težavah in da tisti, ki je uspel se iz teh težav rešil s tem, da je migal, ne da je čakal. Tako da jaz nisem kakšen velik literarni zagrizenc, ampak rad pa berem biografije, rad gledam biografske filme. Vedno poskušam najti v zgodbah ljudi nekaj, kar se mi zdi, da bi lahko bilo fajn, koristno, tudi v mojem primeru. Veliko kritike je na račun mlade populacije, po mojem mnenju sicer nezaslužene. Kakšne kritike? Da so anemični, da niso pripravljeni se žrtvovati za uspeh. Ampak jaz, ko predavam po šolah, recimo, se mi zdi, da mladi imajo ogromen vprašanj v smislu. Predvsem jih zanima, kako preživeti, kako iti naprej čez težke situacije. Kako mlade navdihniti? Jaz mislim, da se generacije ne spreminjajo tako zelo, kot si radi mislimo. Mislim, da smo bili tudi mi,
jaz, ti, ko smo bila mlada, deležni skoraj da istih očitkov ali pa kritik, ne, da takrat so rekli, ste skozi pred televizijo, ne, zdaj se reče, ste skozi na telefonih, niste ambiciozni, mislim, da gremo vsi skozi neke cikluse v svojem življenju. Ko smo mladi, imamo neka razmišljanja. Ne mislim, da je neka generacija lahko boljša ali slabša od prejšnje. No. Zelo se mi upira tako razmišljati. Ta generacija je bila fenomenalna, zdaj ta je pa, ne vem, so je neke okoliščine, pa se je sama pokvarila. Bolj ali manj imamo vsi neke življenjske zgodbe, ko smo mladi, imamo neke značilnosti. Ne vem, če imajo generacije, cele generacije, da bi rekli, generacija zdajšnjih mladih ljudi v Sloveniji je drugačna od generacije svojih staršev. Ja, kolikor je svet drugačen, seveda, ampak ali ima res zelo drugačne probleme in drugačne priložnosti? Ne vem, če je to vse res tako zelo res, da je vse drugačno. Tudi tukaj so, in predvsem so ljudje med sabo različni, tudi mladi, ne. Eni imajo sanje, drugih nimajo, eni se še iščejo, drugi so že našli. To je čas odraščanja, ne, to je lep čas, ne. Pa imperfekten je, kar je čudovito, ne. Ja. Mislim, Ena izmed kritike pride, ne, da teže pridejo iz nekih kritičnih situacij, da mogoče hitreje padejo v tisto, kar je bilo za nas mogoče ali pa za vas te težka preizkušnja, da je za njih že mogoče ta letvica nižja, ne. jaz za to nimam dokazov, morda pa samo nisem izobražen in dovolj razgledan. Ne bi se upal reči, da je temu tako. No, sej. Ker to bi pomenilo, da svet počasi umira, ker imamo iz generacije v generacijo slabše ljudi, ki so vse manj, vendar pa mi na drugi strani vidimo ravno obratno, ne. Sej, svet napreduje, ne. Se razvija. Nekoč so rekli Reaganu, zakaj ne uporabljate tega prenosnega telefona, ste strne? Pa je rekel Reagan, ne. Jaz sem bil dovolj mlad, da sem ga naredil, ne. Namreč, generacija, ki ga je naredila, je bila generacija Reagana, ne. Res, da ga on mogoče ni znal spretno uporabljati, ampak on ga je naredil, ne. Mislim, come on. Hočem reči, iz generacije v generacijo osebnostno in tako rasemo, pa hkrati imamo pa neke svoje težave. Svet okrog njega je pa drugačen. Mislim, pazi, dobro, tukaj v Evropi tega ni tako, ampak jaz, ko pridem na Kitajsko, lahko da bi šel v taksi brez šoferja, ko pridem in se peljem z dvigalom v hotelu, je z mano robot, ki se v angleščini pogovarja z mano, imam očala, kjer mi piše tekst v kitajščini, ko se v realnem času pogovarjam z gospo, ki govori kitajsko, mislim v angleščini. Mislim, čas se spreminja, ne. Okoliščine se spreminja, postajamo drugačni, tako da kolikor lahko danes vidim jaz recimo na Kitajskem, kjer gre ta uporaba tehnološkega razvoja najhitreje naprej do neke mere, ne. Vidim, da to spreminja potem tudi do neke mere obnašanje ljudi, ampak spet ne tako zelo drugače, da bi rekli danes, da je danes kitajski človek drugačen od tistega, kot je bil pred nekaj tisoč leti. Oni še vedno danes kot društvo stremijo k harmoniji, ne. Ti ne moreš kitajske družbe, tudi njenega uspeha razumeti brez tega stremljenja k harmoniji, ne. To je v kitajski duši, ne. Kar je nekoliko drugače od civilizacije, ki oni sicer rečejo sredozemska, ne. Mislijo pa na zahodno civilizacijo. Tukaj je vzgoja in cel kontekst, ne, malček drugačen od njihovega. In glede na to, da je to družba, ki nekako vstopa na prestol za prevladati, je fajn tudi nekaj vedeti o njih, ne. Robi, rekel, da dostikrat, ko smo kritični do nekih drugih civilizacij, kultur ali pa Drugačne generacij so. Težko je Ja. reči, da so boljše, so slabše. Drugačne so, ne. in da moramo iti iz svoje glave, iz svoje pozicije in razumeti do širši Ja, kontekst. zahodnjaki smo navajeni, da smo evropocentristi, da je tukaj, ne, začetek in konec vsega, ne. Mi moramo vedeti, da ob zahodni vsaj še azijska civilizacija rase in da je tam Kitajska zdaj res na steroidih, kar se razvoja tiče, in da bo to spreminjalo tudi globalno družbo, ker vse stvari se na koncu še vedno globalizirajo, ne. Neke vrednote se globalizirajo, tako da zanimivo je to opazovati, no. Žal mi je, da sem star človek in ne bom videl, kaj bo čez, ne vem, 30 ali pa 40 let, ampak svet bo gotovo zelo drugačen.
Jaz se spomnim, ko sem šel iz tipkalnega stroja na računalnik, se mi je zdelo, da je to precej kulsko, ne. Danes recimo se vse praktično uporablja preko telefona, od mailov, praktično vse, na avto vžgeš na telefon, vse. Ampak, ko pogledaš razvoj umetne inteligence, ne, pazi, meni danes lahko speech napiše boljše umetna inteligenca, kot ga jaz. Seveda so potem neki detajli, ki jih ona ne more imeti, ne. Ampak speech ti danes, če povprečen speech recimo nekje, ti ga napiše AI perfektnega, ne. Res perfektnega, ne. Tako da to so fascinantne stvari, ne. Če si kakšenkrat se usedel in si pisal speech, ti ga danes AI okvirno kar takoj da ven najprej umetna inteligenca. Ti poveš, kaj želiš in točno tako je to in od tam naprej delaš, ne. To so nore stvari, ne. Tako je. Uživati v napredku in ga Ja, sprejeti. ga sprejeti, ga razumeti, tudi videti pasti, gotovo, seveda. Ampak vsi ljudje odločamo o tem, ne. Tisto, kar res zdaj berem, recimo neke stvari, ali bi se lahko zgodilo, da bi algoritmi preprosto lahko sami sebi ukazovali, ne da bi človek posegel vmes. Jaz nisem kakšen matematik, fizik, računalničar, da bi znal razumeti te stvari. Ampak kot politolog, sociolog gledam to, razumem, da je to precej vznemirjenja tukaj, ne, kaj se lahko vse zgodi v prihodnosti, ne. Prav gotovo, ne, bo veliko delovnih mest, ki so danes še jutri nepomembnih, ker jih bodo opravili drugi. Kako bomo ljudje stopili v ta svet? To je vse za se pogovarjati, ampak dajmo se pogovarjati, ne. Ne pametovati, vse vemo, nič še ne vemo, ne. Mi sploh ne vemo, česa ne vemo. Dajmo se pogovarjati, svet je blazno zanimiv, dajmo ga raziskati tako in drugače, dajmo si pomagati se. In tega, to pogrešam v svetu, da se ne pogovarjamo zdaj, ko bi bilo najbolj treba. Ljudje med sabo, civilizacije med sabo, države med sabo, tega dialoga je absolutno premalo. Ja, saj ljudje smo se vedno bali nekega razvoja, ne, že je bil baron Kodeli, ki se je prvi pripeljal z avtom, ko so ga obmetavali s kamenjem, ko so mislili, da je hudič prišel v vas. Ja, jaz mislim, da glej, koliko dobrega je tehnika prinesla za marsikakšne ljudi, ne. Pa je zdaj vsi nekaj šimfajo, češ, da nas je odtujila in tako. Saj ni treba, da se odtujiš, ne, mislim, preprosto je treba samo na nek razumen način se skupaj uporabljati, ne. Predvsem pa se učiti, ne, ker ta razvoj gre zares, se mi zdi tako, zares impresivno naprej, ne. Hvala, ker si prišel v goste. Hvala, ker si podelil svojo izkušnjo in jaz mislim, da bo marsikdo lahko nekaj od tega odnesel. Ja, hvala ti. Tebi pa vse dobro še naprej. Srečno. Hvala, ker spremljaš podcast Zadnji meter. Da bo projekt še lažje in hitreje rastel, pa te seveda vabim, da se subscribaš na kanal spodaj. Če ti pa je bila epizoda všeč, pa seveda lahko deliš tudi med prijatelji, tako da tudi oni pridejo do zanimivih vsebin. Hvala.